Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Župan za vas. Danes smo v gosteh v občini Razkrižje. Z nami je župan Stanko Ivanušič in praktično tu dela nikoli ne pojenjajo. In tako smo pravzaprav na terenu, kjer delajo cesto Veščica Globoka, kaj ne, Stanko? To je del tistega dela občine, ki še sodi k vam. Ja, pravzaprav je to mejna cesta med dvema sosednjima občinama, med občino Razkrižje, kjer je zaselek gornjega dela Veščice in pa precejšen del Globoke. Moram povedati, da je na Veščici samo 5 hiš, v Globoki pa kar 25. Zato smo se že v letu 2017 z občino Ljutomer pisno dogovorili in si nekatere ceste zamenjali, ker pa smo mi prevzeli malo več cest na drugem območju, smo se dogovorili, da bi to cesto urejali skupaj. No, mi sedaj svoj del, ki bo stal približno 100 in nekaj tisoč evrov, problematična predvsem odvodnjavanje, ker po tej dolini iz Globoke priteče velike količine meteorne vode. To nas je samo v tem obsegu samo odvodnjavanje stalo 26 tisoč evrov. Tako da ostali del, ki bo stal približno 60, največ do 70 tisoč evrov, pa prepuščamo občini Ljutomer. Kdaj bo to urejeno, kolikor mi je županja zadnjo sporočilo dala, bo to verjetno v prihodnjem letu. Mi smo si želeli, da bi bilo zdaj skupaj, ampak bomo videli, verjetno, da bo to drugo leto. Je pa res, da seveda veliko stvari ste napravili, tudi v tem obmejnem pasu, ki imate ob šengenski meji, kar nekaj cest. Ja, moram reči, ta cesta je izključno samo iz sredstev občine Razkrižje. Res pa je, da je po sklepu vlade Republike Slovenije v oktobru bilo uresničenih še 6 najbolj problematičnih odsekov cest torej na raznih delih občine. Gre za 78 tisoč evrov in je tudi to se kar veliko poznalo pri obnovi cest. Tako da res moram priznati, da je vlada za te obmejne občine ob šengenski meji imela razumevanje in smo si iz tega kar veliko pomagali. Tisto, kar pa želim posebej poudariti, pa potekajo velike priprave na večji sklop obmejnih cest na temelju torej arbitražne zakonodaje, kjer je občina Razkrižje že v letu 2018, 10. oktobra, z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo podpisala okvirni sporazum o medsebojnih razmerjih, tako da mora občina pripraviti, oziroma je že pripravila projektne naloge in na podlagi potrjenih projektnih nalogah, ki so bile 31. julija letošnje leto na Direkciji za infrastrukturo potrjene, izdelanih je že 7 projektov za izvedbo del. Torej, pred kratkim so še dodatno 2 projektni nalogi potrjeni, tako da imamo sedaj potrjeni 11 projektnih nalog in torej za pretežni del cest tudi projekte za izvedbo del pripravljene. Čakamo samo na pregled teh projektov recenzenta, ki ga postavi Direkcija za infrastrukturo. Upam, da se bo to kmalu zgodilo, ampak objektivno računam, da se bo ta dela se bodo začela v prihodnjem letu. To je za izboljšanje življenjskih pogojev obmejnega prebivalstva, ker dobro veste, da z arbitražno razsodbo pravzaprav arbitražno sodišče ničesar glede meja ni rešilo. Ostale so stiske ljudi, takšne kot so bile. Tisti, ki so se želeli odseliti, so se odselili, za ostale prebivalce pa bi se s tem izboljšala cestna infrastruktura in pomemben del življenjskega pogoja, da bodo ljudje tukaj ob meji ostali. Če ostajamo še pri cestni infrastrukturi, do mejnega prehoda Gibina ste že uredili zadevo, je pa že ime samo Razkrižje, govorimo o razkrižju različnih poti, da čaka še tudi vas križišče. Ja, ne vem, če sva omenila, to radi pozabimo, da smo v letošnjem letu na začetku leta uresničili preostanek državne ceste od konca Gibine, kjer je že bila cesta urejena do mejnega prehoda na Gibini in do državne meje. Moram povedati, da tudi ta projekt je vreden 400 tisoč evrov pa 400 metrov ceste. Marsikdo reče, ja, pa to je državna cesta, s tem občina nima nekih skrbi. Ja, res je, ampak do tega je treba priti. Treba državo to prepričati oziroma financerje, da se potem tudi državne ceste uredijo. No, kot ste pa omenili,
Potrjena je tudi projektna naloga, pomembna projektna naloga za ureditev osrednjega razkrižskega križišča, verjetno bo krožišče na sredi razkrižja in severni del državne ceste proti Prekmurju. Gre za javno razsvetljavo, gre za pločnike in tudi kolesarsko stezo od središča razkrižja v smeri do konca naselja v smeri Prekmurje. To moram reči, da aktivnosti potekajo, vendar je pa to odvisno res pa od državnega proračuna. Mi bi seveda želeli, da bi to bilo čim prej, ker samo ta severni del razkrižja še nima pločnikov, kar govorimo za te osrednje državne ceste in tudi še ne javne razsvetljave. Tako da pričakujemo, da bo to takrat, ko bo pač to ta sredstva v državnem proračunu. Sedaj pa z županom Stankom Ivanušičem o projektu imenovanem Most z več podprojekti ob Morici. Tukaj seveda gre že za razkrižni kot. Ja, tako je. Smo sedaj v enem naravnem okolju, ker je tudi v okviru tega projekta z skupnim imenom Most več podprojektov, katerim pa je skupna osnova les. Videli smo tam eno cesto, ker smo urejali plazovito škarpo na cesti, ki ravno vodi do tega mostu in v ta prelepi razkrižki kot. Osnova je kostanjev les in s kostanjevim lesom so namesto betoniranja res uredili tam, ker se je brežina vlekla na cesto in je sedaj to ena lepa taka ekološka pot, ki pa vodi potem preko te reke, ki jo mi imenujemo Morica. Tudi uradno ima dve imena, Morica in Ščavnica. Tukaj pa je izvedena ekoremediacija. Kot bo kamera verjetno pokazala, so tu odbijači vode, ki jo usmerja malo v eno stran, malo v drugo in tako naprej. Za temi odbijači se zbirajo ribe. Potem imamo tam v ozadju tudi take kašte za tudi skrivališča živali majhnih, tudi za vidro recimo, tudi za ribe poglobljen teren, tudi polplete, torej kar bo to zaraslo. Seveda je to morda, da popravljamo napake iz preteklosti. Nekoč so rekli samo ravno pa regulirano, sedaj pa se to nekoliko popravlja, da je naravi bolj prijazno. No, potem je tukaj blizu v tej povezavi tudi en zelo lep, tudi osnova je les, gibalno-didaktični pripomočki, mi temu rečemo ekotura. Tako da to za mlade od 5 do 95 let, pravzaprav za vse tiste, ki še lahko malo migajo. Tako da vse skupaj ta komplet je lepo obogatil z temi posameznimi biseri. Seveda v spredju vsega pa je ta most, ki oba bregova povezuje, ki je ostal takšen, kot je bil, je obnovljeni, lepi leseni most, ki pa ima tragično zgodovino, o kateri javnost premalo ve. Nekaj malega več naša domača. Tukaj so namreč tik pred koncem druge svetovne vojne okupatorji streljali svoje vojake, ki so hoteli dezertirati. In so je pravzaprav iz tega mosta streljali. Najmanj 11 mladeničev je tukaj iz tega mostu bilo ustreljeni. To pa je žalostni del te naše zgodovine tega območja. V sklopu tega projekta, eden od podprojektov je tudi bila delavnica, ki so jo pripravili na to temo. Moram reči, da smo na koncu tega projekta izvedli eno delavnico, katero je vodila ena zelo priznana slovenska strokovnjakinja na področju ekologije, doktorica znanosti Ana Vovk-Korže, ki je koordinirala to delavnico in smo si potem z učenci višjih razredov to, kar je bilo urejeno, ogledali in potem otroci so na koncu pripravili eno razstavo na temo uporabnosti lesa. Zato pa dobili za nagrado tudi ene lesene pripomočke, ene elemente, s kateri oni lahko gradijo tudi neke elemente, zgradbe in tako naprej, da pride do izraza njihova fantazija. Projekt skupnim imenom Most, nekaj še o sredstvih oziroma financiranju tega skupnega projekta. Ja, torej projekt je financiran v okviru lokalne akcijske skupine Prlekija, osnova pa so Evropski regionalni sklad in seveda tudi lastna občina. Vrednost pa je tam okrog 130 000 evrov tega projekta, ampak kot rečeno je tu več teh zanimivih elementov, kot smo rečeno, osnova pa je les.
ena od novitet, pravzaprav nekaj posebnega, ne samo v tem delu Slovenije, v deželi v Muri, ampak tudi drugače v Sloveniji, je tako imenovana eko-zdrava tržnica, ki jo imate tukaj pravzaprav že na Gibini. Župan Stanko Ivanušič, gre pravzaprav za sklop dveh stvari, ki sedaj delujeta, seveda pa se bo ta zadeva še izpopolnila, nadgradila. No, moram takoj popraviti, da nismo na Gibini, ampak to še je na Šafarskem, kajti naši vaščani Šafarskega so to zelo občutljivi, če kdo zamenja. Torej, gre pa za lokalno eko-zdravo tržnico, torej poudarek je na res tistim pridelovalcem, ki imajo ekološko zdrav način pridelave. Nismo niti vedeli, da je to v slovenskem prostoru bilo trenutno tako zanimivo, saj so o tem domala poročali vsi slovenski mediji. Gre pa za to, da smo hoteli v občini Razkrižje napraviti nekaj konkretnega, da bi spodbudili naše domače pridelovalce zdrave hrane, da bi lahko to doma tržili, ponudili ponudnikom. Res je, da smo zdaj zaenkrat še zaprti med občinami, ampak so že torej ti ponudniki zadovoljni. Osrednja točka je pravzaprav ta naprava, ki se imenuje Multimat, v katerem pač več ponudnikov ima svoje pridelke oziroma proizvode. To je odprto skozi vse leto, po zimi in poleti. Potem pa bo ta tržnica delovala v treh segmentih. Torej, enkrat bo ta Multimat, ki bo stalno postavljen, potem bo ta poleg samopostrežni način klasične tržnice, ko vzameš torej, artikel, vršeš kovanec in tisto odneseš, kar si plačal. Moram povedati, tega še bo prihodnje več. In potem tretji način pa bo, ko pridajo tukaj avtobusi, tu je namreč središče, ko prihajajo obiskovalci torej z avtobusi, da pride 7, 8, 10 stojnic in vsi potem naenkrat vsak svoje ponudi na klasičen način. Moram povedati, da je to samo začetek. Projekt bo zaključen v prihodnjem letu, torej nameravamo iz tega projekta nabaviti še več teh stojnic, potem tukaj več klopi in miz, potem stojala za kolesa, potem premične sanitarne prostore, eno tako urbano opremo, da bo to res kot prava ekološka lokalna tržnica. Financer in vrednost mora biti? Ja, moram tako reči, da pretežni del financira občina, ko vedno poudarjamo, da je to financirano iz Evropskega sklada za razvoj podeželja, kar je v okviru lokalne akcijske skupine Prlekija, vendar, ko bo projekt zaključen, bo vreden 150 000 evrov, zdaj še ne. In od tega je približno 50 000 evropskih sredstev, ostalo pa sofinancira kot konkreten prispevek občina. Moram pa povedati, da so tudi torej, ti udeleženci sodelovali z zemljiščem, tu je služnostna pogodba napisana, torej, da so tudi oni mogli nekaj za to prispevati. In koliko vidim, se že ti naši ponudniki dogovarjajo z drugimi iz drugih občin, da bodo tudi sami vlagali v te dodatne multimate, da jih bo več, da bo recimo ponudnik iz Ljutomera imel še tu v svojem multimatu svojo ponudbo, naš ponudnik pa v Ljutomeru. Vendar tako, da se ne bi preveč podvajali, da bo imel vsak tisto, kar je tu značilno za naš kraj, iz Ljutomera bo prišel s ponudbo, česar tukaj ni in tako naprej. Vidim, da se to lepo razvija, tako da so to pravzaprav začetki, smo pa veseli, da mi tudi tukaj ob meji kaj pametnega pogruntamo. Stanko Ivanušič, župan občine Razkrižje, v teh malce časih, ki niso naklonjeni družbenemu življenju, tudi srečevanju, kar je tipično za tako majhne občine, kot ste vi, ste pa poskrbeli na drug način pravzaprav za komunikacijo. Namreč, kar na 6 mestih vaši občini imajo občanke in občani brezplačen dostop preko Wi-Fi-ja na splet oziroma na socialna omrežja. Ja, torej gre za projekt Wi-Fi for EU, torej za evropski projekt, ki je financiran v višini 15 000 evrov. Kot ste rekli, na 5 točkah po občini je
brezplačen dostop do interneta, to je treba povedati. No, poleg tega pa bi povedal, da smo mogoče občina, ko smo nekoliko presenečeni, ko sem v zadnjem času slišal, da je velik del Slovenije brez internetnih povezav. Mi imamo 100% zgrajeno kvalitetno širokopasovno optično omrežje po celotnem ozemlju občine, tako da me preseneča, da v marsikaterih bolj razvitih krajih, kot smo mi, pa še tega nimajo, tako da naši otroci nimajo težav tovrstnih, kar se tiče dostopa do interneta, da imamo to v občini, poleg teh sedaj točk brezplačnih, pokrito, da je res do vsake hiše torej napeljano širokopasovno optično mrežje. Seveda smo v času, ko ne moremo brez tega nesrečnega virusa COVID, brez pandemije, epidemije. Seveda, misleč tukaj, da se še dotakneva tisto, kar sodi pod občino, se pravi, gre za socialo, gre za zdravstvene usluge, gre za šole, tudi tu zadeva nekako, čeprav se je umirila malce z zastojem, pa vendar teče naprej. Moram povedati, da smo se mi posebej potrudili, da sem tudi sam osebno koordiniral aktivnosti, da smo za vse tiste otroke, ki niso imeli že v tistem prvem ukrepu teh izrednih razmer, niso imeli računalnikov, da smo pridobili toliko, da so vsi dobili računalnike, tu in tam še kakšnega dodatno nabavimo, tako da res imajo sedaj naši otroci pogoje za šolanje od doma, čeprav bi res vsi komaj čakajo, da bi šli v šolo. Tudi meni je izredno nerodno govoriti z masko, tako da moram zajemati sapo, ampak res pa spoštujemo, kar se tiče teh ukrepov in moram reči, da sedaj nekaj dni mirujejo okužbe, tako da smo v zadnjem obdobju imeli tam nekje 4 do 6 okuženih, štejem zdaj samo tiste, ki so trenutno pozitivni, da pa smo imeli celotno obdobje, zdaj ko to snemamo, torej oddajo od začetka, pa do danes 21 okuženih oseb. Torej važno pa je tisto, da koliko je trenutno okuženih. No, poleg tega, da smo neke aktivnosti vendarle peljali v občini, poleg tistih projektov, ki smo jih nekaj na terenu tudi videli, je tudi bilo nekaj z področja zdravstva, socialnega skrbstva, varnosti v cestnem prometu. Mogoče je eden od takih zanimivih projektov, ki se uvaja, je tako imenovani projekt, ki se imenuje Primokis, v njem sodeluje 8 partnerjev, gre pa za pomoč družinam z otroki do 7. leta starosti, da se jim nudi torej različna podpora, tisto, kar družine posebej v tem trenutku rabijo. Imamo tudi en projekt, ki smo ga torej začeli uresničevati, imeli nekaj delavnic. Projekt se imenuje iz zdravstvenega področja Suh dan. Torej, tukaj sodelujemo z inštitutom Emonikom iz Ljubljane in je bilo organiziranih za predavanja ljudem nekaj odličnih strokovnjakov z področja inkontinence, kajti kvaliteta življenja je tudi to, če se nekako ljudje navadijo z to boleznjo, z to inkontinenco nekako živeti si, olajšati življenje. Vendar sedaj smo začasno taka srečanja prekinuli, imeli smo v poletnem času nekaj in pa organiziramo nadaljavo, torej z temi videokonferencami, makar je to za starejše ljudi malo oteženo. Moram pa povedati, da smo celo leto imeli torej redne seje občinskega sveta in smo sprejeli nekaj pomembnih odločitev, morda samo iz zadnje seje, ki je bila nedavno, smo sprejeli odlok o zdravniški dejavnosti oziroma mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni na območju občine Razkrižje. Ta odlok določa poleg tistega, kar že imamo, stalnega zdravnika, lekarno, da v prihodnje predvidevamo tudi stalnega zobozdravnika, kajti imamo opremljeno zobozdravstveno ordinacijo in urejene prostore, torej pa sameva ta ordinacija. Tisto, kar bi še pomembnega rekel, da smo dali tudi pri nas soglasje k novemu direktorju zdravstvenega doma Ljutomer in da je še na koncu tisto, kar je morda pomembno za širšo pomursko javnost,
sprejeti en sklep, da smo oblikovali eno delovno komisijo tudi iz strokovnih zunanjih sodelavcev, da smo pripravili en dopis o problematiki sprejemanja občinskih prostorskih načrtov, še posebej na področju poplavne ogroženosti, kajti vsaka občina posebej bi naj delala zelo drage študije poplavne ogroženosti, čeprav bi to mogla biti naloga države, saj so ti vodotoki, kot je reka Mura in drugi, so to državni vodotoki. Tako da smo pripravili eno pismo za vse pomurske župane in tudi za razvojni svet pomurske regije, tako da bomo to tudi v kratkem obravnavali na regiji, kar smo že obravnavali, ampak se stvari zelo počasi premikajo, tako da je to eno pomembno vprašanje, da se pospeši sprejem občinskih prostorskih dokumentov, kajti zaradi te počasnosti in birokratskih ovir se mnogim podjetnikom dela tudi gospodarska škoda, tudi občini se dela škoda, tudi posameznikom se dela škoda, da ne moremo razrešiti nekateri vprašanj. Se mi pa zdi, da so to z precej primesmi birokratskih ovir, ki jih treba nekako tudi na nivoju države odpraviti. Kar se tiče našega društvene dejavnosti, moram povedati, da kot prostovoljci prostovoljno gasilsko društvo deluje, tudi se lepo vključujejo v civilno zaščito sedaj v teh posebnih razmerah, da je skozi vse leto tudi delovalo turistično narodopisno društvo, kajti obdeluje svoj vinograd, pridelamo svoje lastno vino, vendar pa žal moram tudi preko vaše televizije javnost obvestiti, da prvič po 23 letih, 22 več, torej letos ne bo možno izvesti tradicionalne predstave na prostem božična noč. Tako da želim vsem vašim gledalkam in gledalcem, da bi v tem času preživeli te bližajoče božične in novoletne praznike v krogu svojih najdražjih, v upanju, da bo po novem letu nekako bolje, da se bomo tudi znebili tega zloglasnega virusa in da bo življenje nekako lepše, kot je bilo v tem letu.